Mojca Furlan kot najstnica bi bila danes tipičen primer mladega upa Medvod. Že v osnovni šoli Preska je ustanovila dramsko in prvo plesno skupino. Vsak dan treningi v ljubljanski Kazini, popoldne v medvoškem Partizanu, razen nedelje. Leta 1984 sta bila soplesalcem, prav tako Medvoščanom, jugoslovanska državna podprvaka v akrobatskem rock'n'rollu. Sredi 80-ih je ustanovila in nekaj let plesala v legendarni plesni zasedbi Make-up. In Mojca Furlan danes je mama odraslemu sinu, učiteljica, mentorica mladim raziskovalcem, svetovalka za zdrave in eko šole, organizatorica seminarjev, delavnic in brezplačnih taborov za otroke, je prostovoljka in aktivistka. Vsem nam pa drži ogledalo. Prav letos mineva 30 let, odkar je izdala prvi učbenik v Sloveniji o trajnostnih vsebinah. Prvi koraki v ekologijo. Torej, okoljska vzgoja za trajnostni razvoj je zdaj, bom rekla, sicer iz strani učnih načrtov dobro zastopana, ampak če seveda posamezni učitelj prepozna. Medvoščani jo poznamo predvsem kot soustanoviteljico in predsednico Društva za varovanje okolja in pomoč živalim v stiski Rex in Mila in kot idejno vodjo akcije sofinansiranje sterilizacije in kastracije mačk in psov, ki se v naši občini izvaja že 7. leto. Naredimo našo občino prijazno živalim in seveda tudi naravi. Nikogaršnjih živali je preprosto preveč. Njihovih bolečin sama enostavno ne more zanikati. S prostovoljci v društvu organizira izobraževalne stojnice, delovne akcije in dobrodelne dražbe, zbranimi sredstvi pa financira stroške veterinarske oskrbe živali. In žal tudi hrano za več kot 100 prosto živečih mačk v občini, ki jih vsak dan nahranijo in oskrbijo. Ljudje se obračajo na nas z različnimi izzivi, seveda mi pa ne znamo reči ne. Mojca Furlan se je odpovedala potrošniškemu načinu življenja in žal tudi prostočasnim dejavnostim. Čas in glas je namenila tistim, ki ne zmorejo glasu zase, živalim in naravi. To je moj način življenja. Zadnjih 6 let svoja prepričanja izraža skozi kolumne v lokalnem glasilu Sotočje, vsebine iz naravoslovja in varovanja živali, pa v revijah za otroke in njihove starše, Moj planet, Ciciban in Pogled. Z učenci pripravlja tudi izloženko o mačkah, psih in ježkih. Pomaga dvoživkam pri spomladanski selitvi in se bori za ohranitev slovenske zveri. Njena dejavnost ni ostala prezrta. Za prostovoljsko mentorsko delo jo je leta 2013 nagradila Mestna občina Ljubljana. Leta 2018 pa je prejela tudi zahvalno listino Ministrstva za delo, socialne zadeve in enake možnosti in revije Naša žena v akciji Ljudje odprtih rok. Čeprav slutimo, da bi vsako priznanje zamenjala za kakšen kilogram, raje tono zdrave mačje hrane. Rada citira Gandija, da skozi odnos do živali lahko prepoznamo veličino naroda in moralno noto ljudi.